Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu oddaje Dogodki. V občini Moravske Toplice so minulo soboto pripravili tradicionalno čistilno akcijo, ki je potekala po naseljih občine. O tem, kaj vse in koliko so pridni prostovoljci zbrali, pa v naslednjem prispevku. Odnos človeka do narave se ne kaže samo skozi nepravilno poseganje v okolje, skozi vse večje globalne spremembe in skozi krčenje naravnega prostora, marveč in predvsem v vsakdanjem odnosu in skrbi za bivalno okolico, kjer živimo. V krajevni skupnosti Krnci smo, ki je del seveda občine Moravske Toplice. Tukaj smo pričeli današnjo čistilno akcijo, z nami pa je predsednik krajevne skupnosti, gospod Štefan Hula. Gospod Štefan, odziv krajanov in krajank je seveda ob tovrstnih akcijah, kakor tudi ob drugih, ne samo ob čistilnih, kar velik in navdušujoč. To je pa res. Vaščani prav čakajo ta dan, da je čistilna akcija. Udeležijo se v največjem številu v občini Moravske Toplice na številu prebivalcev. Zato občina tudi spodbuja to akcijo in vsako leto dobimo 500 evrov nagrade, da se udeležimo v največjem številu. Posledice človeškega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in že vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi. 27 vasi, v vsaki vasi pravzaprav danes skrbite za čisto in lepo naravo. Tudi tukaj v Sebeborcih in vidim tudi in naše gledalke in gledalci v ozadju veliko mladih. Občina Moravske Toplice, javno komunalno podjetje Čista narava, d.o.o., vse to in seveda informacijski sistem. Veliko ljudi se je danes odzvalo na čistilno akcijo v občini Moravske Toplice? Ja, nekaj manj kot 1000, od 6000 prebivalcev. Ta akcija je v bistvu zdaj že več kot 15 let in seveda je tradicionalna. Danes je mimogrede tudi Svetovni dan zdravja, povezano z okoljem, mislim, da prav paše skupaj. Mi v bistvu preko teh čistilnih akcij, kjer seveda sodelujejo tudi starši, otroci osnovnih šol, ki imajo danes delovni dan, nekako ozaveščamo, pa hkrati spremljamo stanje v okolju. Tako da poteka ta akcija v 27 krajih, krajevne skupnosti so glavni organizator v svojem kraju. Občina seveda skrbi za to, da dobijo malico, zaščitna sredstva, rokavice in pa potem kasneje naše komunalno podjetje poskrbi tudi za odvoz. Ti odpadki končajo na Centru za ravnanje z odpadki v Puconcih. Imajo pa mimogrede tudi mnoga naša društva svojo delovno soboto in tudi vsak na svojem področju, od gasilcev do športnih društev, ribičev in podobno. Lovske družine recimo skrbijo za revir oziroma lovišča, tako da je ta akcija množična. Glede na prejšnje leta, veliko let ste že zraven, pravite, okrog 15 let že poteka tale čistilna akcija spomladanska. Glede ozaveščenosti, glede odzivov, smo kaj na tem koncu Slovenije v Prekmurju ljudje bolj ozaveščeni, manj odlagamo te odpadke, ki seveda kažejo našo nečimrnost in nemarnost v naravo, ali pa vendarle status quo, tako kot je bilo pred leti tudi dan danes? Ne, zadeva se vsako leto izboljšuje, v bistvu količine odpadkov so čedalje manjše. Če je včasih bilo, da so kamioni morali večkrat na dan odvažati z posameznih teh zbirnih mest, kjer seveda te akcije potekajo, je danes tega čedalje manj. Deloma gre pripisati seveda boljši ozaveščenosti ljudi, vidimo to tudi v okolju, da ni več tako, da bi bile plastike, embalaže in podobno. Se pa zgodi, da že naslednji recimo teden opazimo, ki je kakšno pločevinko ali plastenko v obcestnem jarku, ampak glejte, meni je pomembno to, da se stanje spreminja na boljše, ker smo turistična občina in tujci predvsem opažajo to, tisti, ki nas obiščejo, da smo izjemno čisti, da skrbimo za okolje. Nekaj pa je seveda tudi to posledica seveda
ukrepov in zakonodaje povezane z ravnanjem z odpadki. Seveda občine moramo imeti zbirne centre, vsaka na svojem območju, potem in seveda tudi od gospodinjstev ločena zbiranja in podobne stvari, tako da je zadeva večplastna, se pa zelo izboljšuje stanje. V bistvu združujemo prijetno s koristnim, ker na nek način je to tudi prvi tak lepši vikend po velikonočnih praznikih, ker seveda tudi narava začenja oživljati in so seveda že na vrsti malice, tako da nekatera društva imajo celo svoj neki dan druženja po tej akciji. Jaz sem vesel, da seveda je ta množičnost še vedno dovolj visoka. Upam, da bodo tudi mlajše generacije pomembno sporočilo tega prenašale spet naprej. Posebej tu se zahvaljujem osnovnim šolam in pa društvom in pa krajevnim organizacijam, da so pri tej akciji zelo delovni, uspešni in na nek način brez tega ne bi mogli izvajati. Zato sem vesel in seveda se ob tej priliki tudi zahvaljujem vsem udeležencem za to, da seveda svoje okolje, v katerem živimo, puščamo zanamcem v takem stanju, kot smo ga dobili ali pa še boljše. V številnih lokalnih skupnosti se zavedajo, da je obvarovanje čistega okolja nuja in temu primerno se trudijo in skrbijo za ozaveščenost krajanov, še zlasti pa za mlajšo populacijo otrok in mladine. Torej, učenci osnovne šole Puconci vsako leto dejansko sodelujejo v tej čistilni akciji, vedno je ta akcija na spomlad. Odziv je dober, prišli so skoraj vsi, tisti, ki pač nemajo kakšne druge obveznosti, ker pač sodelujejo tudi v društvih in so vaje ob sobotah in take stvari, ampak večina jih je tukaj, ja. Gledam, gre za mlajšo in starejšo populacijo, gre za nižjo stopnjo in višjo stopnjo osnovne šole v Puconci. To so učenci od 1. pa do 9. razreda. Učenci, torej, ki so tukaj v tem kraju doma. Tudi okrog šole pobiramo vedno smeti po razredih, učenci skrbijo torej za čisto okolje okrog šole. Tudi ko imamo organizirane pohode, športne dneve, jih torej v bistvu opominjamo na to, da smeti sodijo v koše in ne v naravo. Pa mislim, da je to zdaj že nekako v zadnjih letih nam tudi uspelo jih ozavestiti. V bistvu v tej smeri vidimo torej, da večina otrok odlaga smeti v koše, se še pa seveda najdejo tudi takšni, ki rabijo malo dlje časa, da ugotovijo, da je prav tako. Andrej, vi skrbite seveda za tehnični del današnje akcije, za logistiko in tako naprej, da se pospravi tisto, kar so danes prostovoljci, volonteri bili pripravljeni pospraviti. Kar veliko dela še vas čaka danes, bržkone. Ja, zaenkrat začeli smo ob 9, tako kot akcija ob 8. Ob 11 imamo prvi odvoz na Cerub Puconce do 15. ure, ker akcijo ne začnejo vsi ob 8. Vozilo so zunaj 5 vozil, na 2 različne linije gremo, najprej spodnji del, pol pa Goričko, tako mes ima dečke malico, pa še enkrat ponovimo celo traso. Torej dvakrat greste po isti trasi, to se pravi, da ste nabrali kar, oziroma so prostovoljci v današnji čistilni akciji nabrali kar precejšen kup smeti, ki jih treba odpeljati. Ja, nekje povprečje se 5 ton nabere odpadkov, ker še vedno se najde dosti po jarkih starega železja, po to, pač ljudje zaenkrat ne vozijo na te zbirne centre, ki jih Moravska občina omogoča. In mi je nesmiselno, ko odvržejo, pa imajo brezplačen odvoz zbirni center. Torej, treba bo delati še na osveščenosti glede tega, da nekjer zbirni centri po drugih občinah že kar dobro delujejo, ljudje vozijo predvsem stvari na zbirne centre, ker je brezplačna zadeva, toliko so, da odpeljajo. Tu pa seveda morda bi še trebalo med letom kakšno akcijo speljati, verjetno bolj informacijsko, da bi morda kakšen kilometer več, ne v Jarek, odpeljali na zbirni center. Ja, vse to je odvisno od ljudi, tako osveščajo vse. Tudi v glasilu Lipnica imamo objavljeno, mislim, ne vem, v čem je problem, ko ne odpeljajo
na zbirno mesto. Gotovo vas bo tudi, cenjeni gledalke in gledalci, tole spodbudilo za kakšno akcijo ali pa vsaj se boste ob tem zamislili, da vendarle naravo moramo pustiti čisto in lepo tudi vsem našim zanamcem oziroma potomcem. Pa veselo na delo. V Slovenski Bistrici je v okviru uradnega obiska delegacije odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj potekal posvet o prihodnosti kohezijske politike, v katerem so udeleženci opredelili tudi bodoče smernice. Posveta, ki je potekal v gradu Slovenski Bistrici, so se udeležili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, evropski poslanec Franc Bogovič ter člani delegacije Evropskega parlamenta in slovenske delegacije v odboru regij. Kot prvi je svoj pogled na izhodišče za prihodnjo finančno perspektivo v naslednjem programskem obdobju predstavil Andrej Engelman iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dotaknil se je tudi temeljnih sprememb na sedanji finančni perspektivi, povedal pa je nekaj tudi o tem, kaj čaka vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Danes je bilo že rečeno, da smo v prejšnji perspektivi 7-13 imeli za kohezijo dobre 4 milijarde evrov, v sedanjem obdobju imamo 3 milijarde evrov. To, kar nam se danes kaže, če smo realni zaradi več razlogov, zaradi tistega, kar vemo, kaj se naj bi dogodilo z obsegom kohezije v evropskem proračunu, kjer bi bilo zmanjšen obseg proračuna za kohezijo zaradi drugih nalog, zaradi podpiranja nekaterih drugih usmeritev v Evropski komisiji in zaradi, bi rekel, situacije v Sloveniji, nam situacija kaže to, da bi se ta naslednja perspektiva znesek začel z enko. Skratke po 2 milijarde, ki je vprašanje. Vsekakor smatramo, da ne more prihajati do drastičnih padcev. Želimo tudi, bom rekel, da je tudi v upravnem smislu, da prihaja do evolucije politike, da prihaja do mehkega prehoda med posameznimi obdobji. Razumemo, bom rekel, tudi to, da to podarjam zaradi tega, ker so v nekih obdobjih se kazali finančni inštrumenti kot odgovor na vse, bom rekel, kot rešitelj kohezijske politike. Stališče Slovenije je, da mora ostati nepovratna sredstva ključ investicij v kohezijski politiki, kar pa ne pomeni, da ne razumemo, bom rekel, da se bo povečal in da je primerno, da se poveča delež za finančne inštrumente. Zakaj? Kohezijska politika, bodimo odkriti, bi se morala počasi poslavljati tudi iz evropskega proračuna in tako bi lahko ohranili denar potem tudi za naslednja obdobja. Slovenija tudi podpira povezavo, kot sem že rekel, z evropskim semestrom. Ugotavljamo, da so bile predhodne pogojenosti, čeprav so včasih nekoliko zavrle, bom rekel, črpanje, ker je bilo treba najprej pogledati, v kaj bomo res investirali, kljub vsem je bile za Slovenijo zelo pomembne, ker smo si s tem, bi rekel, potem skristalizirali, kaj dejansko hočemo in v kaj je res primerno vlagati. V principu v tem trenutku ne vemo. Vemo, kaj bi se zgodilo, če bi ostal nespremenjen kriterij, nespremenjene strukture po regijah, se pravi manj razvite, potem tiste tranzicijske med 75 in 90 in tiste nad 90. Zahodna Slovenija je na 99% povprečja, vzhodna Slovenija na 69% povprečja. Ko se je to nekako preračunavalo, je prišlo do tega, da bi praktično Zahodna Slovenija popolnoma skoraj izgubila pristop do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in za socialni sklad, do čim bi vzhodna bila polno še upravičena. Vendar tisto, kar izgleda, da je že nekako odločeno, je to, da bo prišlo do drugačnega kriterija razporejanja. Kriterij naj bi bil veliko bolj linearen, bruto domači proizvod z nekaterimi dodatnimi alokacijskimi kriteriji, ki pa, bodimo odkriti, za Slovenijo praktično vedno grejo kontra.
Vedno so neke, vsaj tiste obstoječe, ki že obstajajo v Evropski uniji v tem trenutku, razen mogoče nekih demografskih povezanih z staranjem prebivalstva, vse ostalo gre, kontra, Sloveniji. Zato se nam v bistvu v tem trenutku kaže, da bo prišlo do padca in da je to realno pričakovati, da bo prišlo do padca evropske kohezijske politike, sredstva, ki bo prišle v Slovenijo. Zaradi tega bo še toliko bolj pomembno, da se še danes začnemo pogovarjati o eni pametni, ustrezni kombinaciji sredstev z integralnega proračuna. Sledila je razprava o tem, kakšno je zadovoljstvo z izvajanjem sedanje finančne perspektive in kakšna so pričakovanja v zvezi s tem. Zdaj, kar zadeva nacionalnega nivoja, ena stvar je trenutna realizacija obstoječe finančne perspektive, ker ste me že pač to vprašali, zdaj treba je povedati, da smo mi v 5. letu te perspektive, da se čutijo pač zamiki pri implementaciji, in jaz upam, da bojo se stvari zdaj bistveno bolj pospešile. Ne nazadnje smo šele v tem času, pa celo po spremembi operativnega programa prišli do tega mehanizma dogovorov za razvoj regij, ki še niti niso podpisani, so podlaga pravzaprav za izvajanje številnih projektov na regionalnem in lokalnem nivoju. Jaz upam, da bojo stvari stekle in da pač trenutne volitve ne bodo prevelika ovira, ker to je pa še lahko dodatna težava. Tega se treba pač zaveda in da bojo stvari se tudi bistveno bolj pospešeno tekle. Kar zadeva pa nove perspektive, o kateri se že več čas tudi pogovarjamo, gre pa za to, da jaz osebno pričakujem, da bo ta partnerski odnos, v katerem je bilo rečeno, ker nazadnje bi mora biti pakt vzpostavljen, partnerski odnos, res v teh pogajanjih oziroma pač torej na vseh nivojih dejansko vzpostavljen, tudi tako, kot je že omenil kolega, bivši kolega, bivši župan Bogovič, da se bo ne samo formalno ta partnerski odnos odpeljal, ampak da se bo dejansko ta naš glas tudi slišal in tudi upošteval. Organizator in pobudnik obiska delegacije v Sloveniji Franc Bogovič, sicer evropski poslanec, je predstavil svoj pogled na to, kako težko je delati v okviru evropskih politik in sredstev, ter na kakšen način se to lahko uresničuje v prihodnjih letih. In mirno lahko rečemo, finančna perspektiva 7-13 je bila uspešna, tudi denar, ki nam je bil na razpolago, smo ga porabili in moramo odkrito priznati, v veliki meri tudi zelo izboljšali predvsem to infrastrukturno stanje na področju Slovenije. Sam sem tega mnenja, da smo po mojem prepričanju pri kreiranju politike 14-20 pozabili na to, da imamo še kar nekaj predvsem okoljske infrastrukture, ki običajno je nemogoče sfinancirati z občinskih proračunov, ampak je potrebno to financiranje, bi bilo potreba še poskrbeti za to in da je v razmerju, po mojem prepričanju, da je 40% vseh kohezijskih sredstev v tej perspektivi 14-20 za pametno specializacijo preveč iz dveh razlogov. Prvič, ker bi, kot sem že dejal, morali najti še nekaj več za to osnovno infrastrukturo, za katero bo vedno težje dobiti tudi kohezijska sredstva. Po drugi strani pa, ker smo v neki fazi učenja kulture sodelovanja v Sloveniji. In ta kultura sodelovanja bo iz leta v leto močnejša. Gospa Madžar je omenila, kako med občinami regionalne stvari znati sodelovati. Mislim, da je kar precej primerov, kjer se je v Sloveniji to na nek način že zgodil, da občine znajo si, program razvoj regij razdeliti in potem tudi izveste projekte na nek način tudi solidarno en med drugim. Od tu naprej v pametni specializaciji pa poleg regij, občin rabimo inštitucije znanja, inštitucije zadolžene za raziskave, inovacije, državno raven in tu mislim, da imamo še kar nekaj težav in zdaj to je tisto, kar mislim, da moramo najbolj osvojiti tudi za bodočo finančno perspektivo in na ta način v neki umetnosti znati po eni strani poskrbeti za to, da bomo infrastrukturni del zaključili, hkrati pa naredili te razvojne preboje na tistih točkah, kjer lahko še naprej uspešno dvigujemo izvoz, kot je kolega Lambert povedal, kot tisto, kaj je gonilo razvoj v Sloveniji. Pri tem mislim, da ne smemo pozabiti na to, da se kohezijska politika ne pelje samo z evropskimi sredstvi,
da je tu sistem financiranja občin, kjer mislim, da smo po krizi že marsikoga se spomnili, da je treba dvigniti financiranje za občine, so ta sredstva ostala zelo krnjena, predvsem ta razvojna. Pomembna je reforma šolstva, če govorimo o pametni specializaciji, eno zelo pomembnih stvari usposobljeni ljudje, tako da mislim, da je, ne vem, tudi kako bomo pozicionirane državne inštitucije, če želimo imeti enakomeren razvoj, kakšna je mreža bolnišnice. Pravim, hočem to reči, da je potrebno celovit pogled na enakomeren regionalni razvoj, evropska sredstva pa se lahko tisto gonilo tega razvoja, preusmeriš proračune, greš v določene reforme in zato mislim, da kohezijsko politiko bomo vedno rabili ravno zato, da se na nekem višjem nivoju skupaj damo glave in da proučimo, v katero smer moramo iti. In tu mislim, da je zdaj naš izziv, da tudi zdaj ugotovimo, kako znati stopiti skupaj in kako te preboje narediti v naslednjih letih. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za danes. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Pa lep pozdrav!